Danes smo na Primorskem, testiramo motokultivator Štil, z mano pa je Klemen z YouTube kanala Bobnar7, strokovnjak za stroje. Klemen, kaj lahko poveva o tem kultivatorju, koliko ima konjev, kakšne so njegove karakteristike? Ti si pravzaprav strokovnjak za strojni del, jaz pa bolj za vrt in verjetno ti največ veš o tem stroju. Ja, res smo. Čeprav jaz sem bolj navajen tistih velikih strojev, delovna širina 3 metre, pa take fore, ampak tudi tole gre skozi. V glavnem Štilu motokultivator, 6 konjev ima na nožeh dol, dvostopenjski menjalnik, to se pravi 2 brzine naprej, ena nazaj, delovna širina je pa 86 cm. Se pravi, ko si rekel, da ima 6 konjev na nožih, kaj to pomeni? To se pravi, da ni na motorja, to se pravi, na motorju ima več konjev, kot pa 6. Na nožih, a ne, kad ti izgubijo vmes, ko se pojavijo, je končna moč na nožih 6 konjev. Se pravi, ko nekdo kupuje kultivator, ne gleda, koliko ima konjev motor, ampak koliko je na koncu na delovni enoti. Ja, tam je pač izkoristek. Ti si v bistvu, koliko je na koncu, ampak ponovadi se prodaja, koliko je konjski motor, ne. Na koncu pa prije ven manj. Se pravi, če gremo klele, tale dvostopenjski menjalnik, kaj pravzaprav nam to recimo pomaga? Eni imajo na ročkah, eni imajo takole, kaj je pravzaprav prednost tega menjalnika? Ja, prvo kot prvo imaš 2 brzine, ena je bolj cestna, ena je delovna, drugo kot drugo je pa tudi varnost, a ne, ti tukaj zavestno prestavljaš, kad delaš, a ne moraš zavestno doliti, ni da šli neki šaril pa v širikor skočil, pa te lahko nogo zagrab ali pa kakorkoli. Tako da to je en tak plus, no, na hitro povedan. Kaj pa tole, tale ročka? To imaš pa za premikati ročaj. Za levo ali pa desno, kakorkoli. Tako da še malo. Zdaj nahodiš po potacanju, a ne? Se pravi, zdaj, če je ta zemlja bolj vlažna, mokra še, kaj samo odpiramo, da lahko po suhem hodimo pa delamo. Tole bom tudi jaz uporabil. Boljše tako, ja. Ja. Kar se pa tiče tega kolesa, če tole nagnem, vidim, da na srečo tale kultivator ne pade naprej. Zakaj je to dobro? Tukaj vidimo tudi en ole. Ja, tukaj ima noteno zaščito, zato da ne pride ole v motor not in da, ne vem, če bi ga res prekucnil naprej, a ne, se obrne in motor v bistvu ne užge, oziroma imaš težave. Ok, super. Se pravi, jaz ga bom dal kar nazaj na svojo pozicijo. Tukaj imamo še distanco za globino, to verjetno predvidevam tako kot pri vseh, daš malo globje, gre bolj počas, določaš tudi delovno globino, to že poznam dobro. Tale menjalnik je zame tudi nov, kar se tiče ostalega, več ali manj nekako razumem. Jaz predlagam tole kar prižgem, pa začnemo z delom. Da najbolj. Evo, to je ena štima probe, ne vidimo. Nisem videl zgor, kako čez površinsko in to je to. Davor, ti kaj si bolj mojster za zemljo, kaj me zanima? Kdaj pa mi začnemo pa s tole rečjo, recimo na peščen zemlji ali pa na ilovnat, tako je tukaj? Ja, zdaj, kar se tiče peščene zemlje, taka, ki je pri tebi, je treba hitreje začeti. Spomladi lahko tukaj hitro začnemo, hitro sejemo, hitro sedimo. Pri taki ilovnati zemlji pa tudi tle, kot sem jaz preprobal, samo odpremo zemljo, zrhljamo posebej pri večjih površinah, tole je površina 1500 metrov in to ne moramo z lopato, vilami ali pa čemorkoli drugem obdelati, ker je tole kar velika površina in pravzaprav moramo začeti, ko je ta pravi cajt za zdaj za rahljanje z vrha je, da spustimo več zraka noter v zemljo, tudi ko dež pade, se pol nekako gre hitreje voda v globino, tudi bolj zračno je, bo pihala burja in bo zemlja bolj hitro pripravljena za del. Potem pa čez kakšen teden bomo šli pa še enkrat čez, da naredimo drobno grudičasto strukturo in to je pač tisto ključno. Tudi kasneje bomo šli delati brazde za krompir, tudi tukaj na Primorskem krompir ne sadijo prej kot pred 15. marcem. Gospod, če gre parcela je ta, je enostavno ugotovil, da je takrat najboljši krompir, pri nas sadimo seveda tiste najbolj zgodne sorte, kot eko sorte, ki so odporne na plesen, tako da nič ni za prehitevati. Treba počakati in ko je zemlja pripravljena, je pripravljena. To se pravi, kdaj se začne tale vrtnarska sezona, tako rečem, pa kva se usadi, pa vse je noter? Ja, zdaj, kar se tiče vrtnarske sezone, čisto odvisno. Tukaj na Primorskem včasih že prej, konec februarja, začetek marca. V srednji Sloveniji je to običajno sredina marca, skoraj vedno. Seveda česen, čebula greste prvo v zemljo, grah, bob tudi, to sta pravzaprav prvi vrtnini, ki ne končato obožujete hladno v zemljo. Kar se pa tiče od sadik,
pa seveda od sadik sadimo zgodne zelje, cvetačo, ohrovt, dobijo se tudi že sadikce špinače, ampak pravzaprav cvetačo, ohrovt, te kapusnice so prve. In na vse zadnje lahko sejemo tudi redkvico, mesečno redkvico, večkrat sejemo, običajno kar v kombinaciji s solato, tako da solato na 40 narazen, vmes mesečno redkvico in je zgodba super. No? Tako da mesečno redkvico hitro poberemo, solato se pa pol razširi po strne vrste in ne izgubljamo prostora. Tako da to je pravzaprav vse. Zdaj pa sem še štartamo, pržgemo, prerahljamo, potem setvam in sajenjem bomo pa začeli na tej zemlji takrat, ko bo zemlja pripravljena oziroma bo treba še enkrat iti z motokultivatorjem čez, ker je to velika površina, da potem čim prej sadimo in sejemo. Prej pa seveda bomo potrosili še tukaj kompost oziroma kakšno drugo organsko gnojilo, da to delamo v tle. Super. Ti prej si omenil krompir pa to. Kako pa je pa stakmo lepa za kakšne več površine glede sajenja krompirja? Kar se tiče na vrtu, imamo predvsem ponavadi njivo, ne? In na njivi pravzaprav rabimo plug. Ne? Tukaj zadaj, recimo za tabo lahko dvigneš, to je plug. Plug pravzaprav, ko ga uporabljamo, tle si nastavimo širino pluga, kakor pa želimo, da so brazde, da se delajo brazde, kar nam najbolj odgovarja. Potem pa nadomestimo ta del tukaj spodaj s plugom in začnemo delati. Zdaj je zemlja še mokra, tako da ne bomo še delati, bomo to delali naslednjič. Drugače pa čisto enostavna montaža. Tole rahlo kultivator nagnemo, se pravi vzamemo to klino ven tukaj in pravzaprav kolosom nataknemo, damo vmes drugo varianto, to bomo pol pokazali, zamenjamo, damo koleso vleče naprej, plug pa dela, tako da ni treba na roke več vrtičkarjem kopati, to je najbolj težko. Včasih smo imeli kona, zdaj pa imamo tukaj noč 6 konjskih moči, tako da boljš, da to dela kultivator, kakor pa ne vem 100 metrov motike, to je bistveno težje. Klemen, hvala, ko si prišel, pa ko si več razložil o samem kultivatorju. Klemena lahko spremljate tudi na YouTube kanalu Bobnar7, super kanal, tako da midva se našla in da mislim, da skupaj dobro sodelujeva. Želiš še kaj povedati našim vrtičkarjem? Ja, prvo hvala lepa tudi za vse informacije, drugače pa ja, pozdravljam sledilce. Tako, hvala tudi vam, ker nas spremljate, tako da verjetno se bo s Klemenom še kdaj srečala in skupaj zmeraj kaj pametnega poveva. Tako. Nasvidenje. Ajde, živ.